ziki, ne vem, enkrat sem šla na WC, ker drugače ne da jo vozim s sabo pač na WC, ampak ona gre z mano na WC, zame si pač to in sem tako, odkar se mi je to zgodilo, ko ste enkrat zaprla pred vratem, sem rekla, ne, to je moj čas zdaj, mi je zgrizla pol stene. Pa moja verzija. Moja verzija drži, moja verzija je, pač tudi na poroki sem mi povedala in sem lahko to drži. Sem pa malo spila čaj. Dejansko, odkar imam zdaj tako cel podcast obsude, bo tako, ne se strašiti verjetno. Bomo počas končala. Danes ob skodelici kave gosti men še en zelo znan obraz, našo radijsko voditeljico Anja Ramšak. Lepo pozdravljena. Dober dan, hvala za vabilo. Mogoče bolj znan glas, kakor obraz. Ne? Ja. Teda, če kdo posluša res sam prek audio, te bojo verjetno potem bolj prepoznali. To sem jaz. Zdaj vem, da kavice danes ne pijeva. Ne. Sem te pa želela vprašati, da bo to danes tvoja prva, čeprav bi dvomila, glede na to, da se tvoj delovnik začne ob 5. Načeloma ne bi bila moja prva, ampak sem z novim letom rekla, da želim manj kave na prazen želodec, ker prihajam ta leta, ker treba malo bolj paziti, ne vem, na kislino ali ne vem, na kere dele in na katere organe. Tako da res začenjam jutro z zelenim čajem in potem spijem kavico, mogoče tako, veš, pač kot neko sladičko varianto, to in dan sem že to naredila, no, in ne, je čaj in zvesti spremljevalec in je funkcioniram, no. Ja, okej. Je, v redu. Sicer ni isto kot kava, veš, ne bomo si tajili, ampak je to lahko način, s katerim živim potem normalno kot živo bitje in pač upravim se svoje obveznosti in to je to. A drugače ste kafetkarji, vi jutranji voditelji? Jutranji voditelji, opoldanski, večerni, mi smo kafetkarja, vsi. Mislim, da dejansko vsi pijemo kavo. Mislim, da Lara Tošič, ona ni neka ljubiteljica kave, ampak tudi kdaj spije kakšno, no, mislim, ljubiteljica. Ja. Za poživitev. Ja, da se malo prebudimo. Vseeno so to neke take čudne ure in je neka doza kofeina v žilo dobesedno, kar včasih potrebna, no. Ja, zdaj si mi zaupala, da sem te ukradla dopoldanski počitek. Ampak veš, da jaz ne moram spati popoldne. Jaz že kot otrok nisem mogla, ne vem, popoldne, ne vem, koliko zmatrana, spačkana, karkoli se je lahko zgodilo v moji prihodnosti popoldne, ne vem, če sem 10-krat lahko zaspala za kakšno urico, 2. Res sem, še recimo, ko imamo maraton dobrodelni, 28 ur smo po konci, oziroma celo 30, popoldne jaz mogoče lahko malo zaprem oči. Težko popoldne si privoščim nek power. Ne pa bi mi bilo kar okej glede na moj lifestyle. Bi prav prišlo, ne? Zelo prav bi prišlo, ampak preprosto ne morem, ker neki tuhtam, ne morem se popolnoma izklopiti in res je rajš grem zvečer mogoče malo prej v poslu. No. Ampak dopoldne se pa malo spočiješ, verjetno. Ja, malo posedim. Sedno včasih. Ker že dolgo nisi, ne? Posedim na kavču in sem tako, shit, dajmo, v redu je naprej, celo popoldne še pred nami in pol, zdaj imam pač po novem kužka in mislim po novem zdaj že par mesecev in je v bistvu ona motivacija, da tudi moraš kar naprej, ne, pač jo spustiti, pelati na dolg sprehod in ne moram prav dolgo sedeti, če veš, kaj mislim, je kar akcija skozi. Je kar dobro, da malo spodbudi. Zelo, zelo dobro dene pes mojemu načinu življenja, ja. Celotnemu v bistvu življenju, ne samo načinu življenja, tudi duševnemu zdravju, tudi, ne vem, ravno to aktivnost, pač moraš. A veš, dežuje, pač moraš. Ne moreš kar tako ven spustiti, ker živimo v mestu, in moraš dobesedno iti se obleči, iti zraven ven, priti domov, vse pobrisati po tleh, psa usušiti, je malo več dela, ampak je vseeno vredno, no. Čeprav tega se ne zavedajo vsi, ne, se mi zdi. Nope, ne. Ker jaz velikokrat peljem svojega psa, pa greva z mamico na sprehod, pa je dež, pa si rečemo, danes je pa ful manj psov, kot pa drugače na sončen dan. Ja, je res, ja. Je res, ampak mislim, se nekateri psi ne rabijo zdaj toliko gibanja, ne. Verjetno jaz imam malo bolj aktivno pasmo, pa pač je treba. Mislim, ampak tudi ko greš malo po vaseh, jaz sem tudi z vasi namreč doma in ko vidiš, v kakšnih pogojih živijo nekateri psi, je pač sprehod še najmanj, no. Mislim, kar lahko naredimo za to, da dobro pač psu prinesemo v življenju, no. Si mi pa že zaupala, da imaš border collieja. Border collie. Tako da vem, ja. Viki, ja. Viki. Je zelo aktivna pasma, ne? Ja, mislim, je aktivna pasma, ampak bolj kot aktivna pasma, tako v smislu fizičnega, ne? Recimo ona se nikoli
pač grdo nezgon na nek način. Ona, ne vem, lahko pač hodimo na 3-urne sprehode, je utrujena seveda in počiva, tudi jo ful učimo počivati, odkar je mladiček, ker ona bi skozi živela. Da ona se veliko bolj trudi, ker se igramo kakšne te miselne igrice, veš, prej sem ti razlagala, kako izkrivava igračo po stanovanju in ona to išče in vohla in recimo take aktivnosti in jo se mi zda bolj utrudijo, kakor pa da jo gonimo v nek hrib vsak dan 3-krat, ne. Je aktiven pes, ampak mislim, da se ljudje narobe pač predstavljajo, kaj pomeni imeti border collieja, nisem hrib in laufanje in tako, ampak je to. Razvijanje tega. In se mi zdi, da tudi ona ful bolj srečna, kadar se na tak način igramo. No. Mislim, srečna. Zadovoljna pes. A je kaj takega, ko si pa res rečeš, wow, a to zmore? Jaz se, mislim, trenutno... Ne vem, zadnjič sva je peljala ovce pasta, veš, pač borderji so načeloma ovčarski psi, ki zaslužili za to, da pač spravljajo ovce v čredo in jih držijo pod kontrolo in sva je peljala, tle na Igu je eno društvo oziroma neka šola, bomo temu rekli, no, z ovcami in je pač ona prav takoj poštekala, prav oklopila nagon, kljub temu, da je pes, ki je že socializiran, pripravljen na ta svet, čeprav psi so pač, bi mogli biti malo bolj divji, no. Tako je zaštekala, kaj mora narediti, kako mora ovce dati v čredo, pač to je bilo tako fascinantno, tako, wow, kaj je že ona, pač kaj je prinesla vse sabo, ne. Fascinira me pa v bistvu pri teh psih, oziroma ne pri psih teh, ampak nasploh pri psih, to, kako pač oni vidijo svet drugače, kot mi pač. Tik se mi zdi, da mi smo odrasli ljudje, hodimo po svetu, nam se zdi vse normalno, karkoli vidimo, ne, je pač tam spomenik, je tam neka stvar, je neko drevo, ki pada, pač vse je tako racionalizirano, ne, in vse nam je jasno, ampak ko pride pes, ko prvič vidi neke stvari in pač vsakič neka stvar na nov način jo vidi, ne, in te drobne, ne vem, bolj pozorna sem na okolico, no, odkar imam psa in več vidim, ne grem sam tako, ravno v dan. Če ne druga, ko se malo ustavi, da povoha. Malo ustavi, ustavljamo se skozi, ona skozi voha in pustim. To je ta Maša, v kateri smo hodili v pasjo šolo, reka, to je za njih, kakor njihov Facebook in Instagram. Aha, okej. Ja, da pač morajo, ne, tako se oni prepoznajo, polajkajo, ne polajkajo in pustim. Dobra prispodoba. Ja, prav cool prispodoba. A je že ušpičila kakšno vragolijo? Moram reči, da kar, tako, ko se pogovarjamo z temile, ki imajo pač iz istega legla pse, je mogoče kakšna težava več pri drugih psih. Viki, ne vem, enkrat sem šla na WC, ker drugače ne da jo vozim s sabo pač na WC, ampak ona gre z mano na WC, zame si pač to in sem tako, odkar se mi je to zgodilo, ko ste enkrat zaprla pred vratem, sem rekla, ne, to je moj čas zdaj, mi je zgrizla pol stene. Pač tako, ampak se reče, je še mladiček, je še mečka na... V redu, ja, pač steno bomo rešvali, ker bo malo večja, zdaj imamo malo pogriženo steno v stanovanju, ampak nič kaj takega konkretnega, no. Tako, navihana je. In je pač meni je ful fajn. Prav pogrešam jo zdaj. Da si to naredila. Se bi bilo tule. Prav fajn je imeti. Ja, ne bi bilo tako fajn. Ne? Tudi enkrat sem jo peljala na radio, ne, in se kaj nikoli več. Ne, ker to je pa tukaj ljudi, vsi bi neki se igrali z njo, ampak polka pač se ona razživi, ne, je treba nadaljevati to veselje z njo, ne, ampak vsi imajo neko delo in so imeli res najdaljše 4 ure šihta na svetu, mislim 4 ure programa na svetu, tako da bo kar doma. Ti je bilo malo žal? Ja. Ni bilo fajn delati. Tako. Zdaj bi laufala tu in vse kote prevohala. Ja, je res, ja. Mi imamo eno psičko tam mogoče bi se pa zaštekali. Je podjetje prijazno živali. Ja. Pa tudi ona nas razveseli. Ja, pripomne se sreča, ne. Dejansko, odkar imam psa, zdaj ful tako cel podcast obsude, bo tako, ne se strašiti verjetno. Bova počas končala. Ampak recimo, tudi to, ko si prej rekla, kaj te nauči pač pes, ne vem, ko greš pač po cesti, pa sploh, ker je bila mladiček, pač mladički so vsi za popolušnja, ne, pač ne moreš in pač opaziš, da sta na svetu 2 vrste ljudi. Pač, ko grejo mimo tebe in grejo, pač pogledajo psa in grejo naprej, ne, eni tudi psa ne opazijo, pa imaš pa uneka in prav naredi dan. A veš, ko vidijo psa in reče, ali pa tako se nasmehnejo psu in sta pač prav 2 vrste ljudi, eni, ko grejo tako in eni, ko jih take drobne stvari, kot je pač mali luškan pes, ki je več res cute, nimaš kaj, ne. Prav spravi, mislim, v nasmehno. Lepo. Zelo lepo. Pa tudi ti se verjetno malo boš počutiš, da vidiš, da si nekoga nasmejala. Mislim, vsega nisem jaz ga pes, ne. Ampak je tvoj pes. Moj pes, ja. Tudi lahko tako rečemo, ja. Mislim, lepo mi je to spremljati, kako ljudje reagirajo. In tudi otroci, mislim, otroci so ljudje. Ampak nasploh ljudje, vključno z otroki, lepo reagirajo na živali. No, to mi je ful lepo spremljati. Res je.
Si pa prej govorila v dvojini, zdaj že vemo, da si poročena. Zdaj sem poročena, ja. Se še. A si se že privadila na nov priimek? Ravno danes sem morala, mislim, itak imam še vedno priimek Ramšak, to bo ostalo za zmeraj. In sem se mogla nekaj pač podpisati, prvič zares na neke uradne papirje, ne. Malo prej, da sem prišla sem in je pač smešno, ker pač nikoli, ne vem, čudno je. Pač, mislim, čudno je. Tako prav gledaš in si rečeš, ja, okej, ja, tako je točno, ampak privadila, ne vem. Mogoče ljudje pričakujemo ful večji boom in ne vem, neko spremembo, pa se nisem na zadnje. Drugače je bilo po mojih starih časih, ker res niso živeli skupaj in so mogoče se prvič videli zares v tej vlogi. Zdaj pa vse tako, normalno sem, da je pa če žur bil vmes enkrat. Koliko imaš pa zdaj zaporedje priimkov? Anja Homovec Ramšak. Ja, in pri nama mi je tudi všeč to, da je Matevž bil tako, da si tudi on želi pač priimek, da imamo vsi pač isti priimek, tako da pač je tudi on vzel moj priimek, ne? Tako da se zafrkavava, da končno nimava več nezakonskega psa. Ja, to je kar v redu. To je pa precej nenavadno, ja, ne? Za te čase. Ja. Za te čase, ja, mislim, nasploh se mi zdi, da je nenavadno. Stvar se mi zdi pa, da je čist prav, da gre tako. Pač zdaj smo v takih časih, da smo vedno bolj enakovredni, enakopravni. Še zdaleč ni tak svet, žal. Ampak tik z Matevževe strani se mi je zdelo to tak lep korak k takemu svetu, no. Pač, ker ni bilo tako, da bi jaz forsirala ali karkoli, ampak ne vem, ko sem zbirala priimke, sem vedela, da pač bom vzela njegovega, tudi pač po tradiciji to pritiče, ne bi ostala sam Ramšaka, ne. In meni so tradicije načeloma pač okej. In potem je sam izrazil željo in sem tako, bravo, lepo. Ja. Zelo lepo. Ja, prav. Lepa gesta. Ja. Pa en tak dotik k vajni vezi. Ja, pač to ravno to, da vsak prinese, tako kot pač v odnosih, vsak prinese nekaj v to, ne. In se mi zdi simbolično tudi okej, da se mogoče na papirju to lahko tudi pozna. Si pač nekaterim pomeni nič, tudi preživela bi, če pač ne bi želel tega, ampak mislim želela pa izrazu tega, ampak prav zdelo se mi je res prav cool in lepo in prosim tako, on je pravi. Takrat je bila tista točka. Ja, spoštovanje je na nek način tudi na taki način izraženo, pač da vzame vse, kar sem jaz, ne, bila pred njim in zdaj kar pač bomo skupaj. Ne. Zelo lepo. Ja. Malo več dela boste imela pri podpisovanju, ampak bova preživela. Še piševa obada priimka, pa vas tako hr. Ja. To bo najboljše. Verjetno, ja. Ampak okej, v redu, zdaj smo še te romantične faze. Je bila dobra žurka torej? Bila dobra žurka, sicer taka majčkena žurka, v bistvu sploh nisem nikomur zares nisem povedala, da se poročiva, bil je petek 13. in ne vem, res peščica ljudi je vedela najbližjih, mislim pač družina najbližja. In ni bilo pol takega žura kot takega, veš, da se do jutra veseli in krade nevesto in ne vem kaj vse, ampak smo se imeli prav lepo, no, v intimnem vzdušju in ozračju in tako, cute. Imela ste verjetno ob sebi vse, ki so vama pri srcu, s katerimi ste želela to res deliti. Ja, tako, družina, potem par prijateljev in vsega skupna celo v bistvu, pa nisem načrtovala tega 13 na poroke. Petek 13, tako da očitno bo 13 številka, ki bo zaznamovala ne vem, najno življenje skupno. Očitno res. Upam, da bo dolgo trajalo, no, sem 13 let. Hitro nazaj vzame. Vzamem nazaj, vsekakor. Zdaj imate veliko dela s svojo psičko. Kaj pa so še kateri drugi hobiji, ki vaju povezujejo? Dejansko zdaj, mi da si pač spet smo pri psu, kot si rekla, ampak da sem si želela vsakega lahko vključiva v svoje življenje, ni tako, da se bomo zdaj pač podredili psu in izbirali načine, kako se družiti. In sicer najina pač skupna velika strast so pač hribi, planine, zelo rada pač hodiva tja. Načrtovanja potovanj, zdaj se na začetku novega leta sva se veliko ukvarjala s tem, kam bova letos, pač ful rada planirava stvari, tako da potovanja gotovo. Zelo rada se tudi na kavču in gledava serije, ob katerih pač možgan se izklopi, To je nekaj takega, kar nam je res skupno. Potem kakšne kuharije, tudi družene vse zadnje, ampak mislim, da narava je neka taka, ne vem, rdeča nit najnega odnosa, no.
Vse kolikor vidim na Instagramu fotke iz hribov čez vikend. To je tega, kar res veliko. No, in pač super je, da najdeš nekoga, ki lahko pač si še vedno ti. Mislim, pomava seveda tudi vsak zase svoje pač hobije, ni tako, da bi bili ves čas zlizani skupaj, to moje ne bi šlo, ampak ja, všeč mi je, da smo lahko to, kar so pač brez pretvarjanja pri teh hobijih in pač všeč mi je, da greva tudi vsak pač lahko pač malo po svoje. A mi boš še zaupala, kako se je sploh začela vajna ljubezenska zgodba? Ljubezenska zgodba. Pa se sploh ne vem, kaj bi pač zares rekla. Mislim, ker pač je bilo veliko enih stvari, o katerih ne govorim in tudi ne bom, pač, ker so taki čarobni za naju, ampak pa se je videla po moje žene 5 let, ne vem, nazaj v neki priljubljanci, ki smo imeli Deželaka junaka z radijem, tako da v bistvu radio je neka stvar, ki naj je pač povezal. Ne vem, on je takrat delal Matevž na Košarkarski zvezi Slovenije, jaz sem bila že v nekem drugem odnosu, še vedno v nekem drugem odnosu in ne vem, jaz sem ga videla in mi je pač tako nekaj zadogajalo, pač nekaj mi je bilo cute in potem nisem videla recimo, ne vem, 2-3 leta in potem je on začel delati na radiju pri nas. In sem šla pač prvi teden nekaj na kavo in pol drugi teden 2-krat na zvečer nekam, pol me povabil na pravi zmenek in pol se je pač začelo tako počasi pač in tako počasi, globoko, vse je bilo pravno. To je lepo. Ja, vse je bilo, tako ni bilo forsiranja, veš pa nekaj prehitrih korakov, res je odnos, ki se je začel iz pogovora in lahko rečem pač nekega razumevanja, prijateljstva. In to se mi zdi, da so taki pravi odnosi, da ti ne zamegli, pač, ne vem, mogoče tudi zaradi tega, ker sem že pač v nekih takih letih bila, ker sem nekaj pa le dala čez in seveda tudi Matevž, da ne greš nepremišljeno v neke stvari, ampak se pač res skušaš spoznati in tudi to, da si, kdor si, to je zelo pomembno. Veš, ker pogosto se zgodi, da ne bom rekla sam ženske, verjetno tudi pač moški, ampak jaz govorim svojega vidika, kaj se sem jaz natvezla ljudem že. A veš, mislim, ko se šla na zmene, kaj ne, ja, jaz rada gledam, ne vem, ful rada gledam fuzbal, tekme, ne, pa pač ne vem, malo pač se skušaš prikazati in da najdeš več neke skupne poti, čeprav mogoče niso zares tvoje, ne. Tukaj smo bili pa kar iskreni in mislim, da je to prava pot, no. Pa se začutiš to, a ne? Ja. Takoj se zato mi zdi. je tudi težko to ubesediti, ne? Zakaj neki klikne. Pa se tudi sam sprašuješ, pa da veš, ampak preprosto je, meni tako dobro, ko si pač lahko ravno to, brez mask, pač brez nekega bullshita, no? Da si pač lahko s človekom to, kar si in hkrati, da pač veš, da je človek ob tebi tak, ki pač si ne bo mislil nič kaj slabega zaradi tega, ker imaš ti nek slab dan, rečeš slabo stvar, da to ne pove, da si ti slaba oseba ali pa nekaj, ali pa povzroča stiske v odnosu ali pa pač pri osebi, ampak sam, da pač tako nekaj rečem. Neko varno zavetje pred ostalimi stvarmi. Tako, ja. Ker pridajo situacije, ko pač v vsakdanjem življenju moraš imeti neko, pač rahlo masko, nisi glih z vsemi takšen kot si. Gotovo ne, ja. In prideš potem domov v varno zavetje. Seveda, pa tudi veš, odnosi, v katere vstopamo, so čisto drugačne, ne, pač mi da imava tle v bistvu profesionalen odnos, ne, in se pač lepo pogovarjava, jaz se bom čez, ne vem, 2 uri s prijateljico Sabino pogovarjala čisto drugačne. In to je čisto prav, pač ljudje si dajemo maske, pa se to ne pomeni, da smo kaj manj mi, ne? Ampak za določeno situacijo pritiče pač neka določena maska, če hočemo tako reči. Ja, tako. Vloga. Ali pa rečemo filter. Malo umilimo. Ja, super, lepo, da to pač poveš, ko mi na radiju sicer pač imamo filtre načeloma, taka da je napisana pravila, ne, verjetno tudi to kakšna napisana, jaz tega nisem prebrala, ali pa je tega zasedela, včasih da pač prav zmanjka filtra, ne, in pač kar rečeš nekaj, ampak tudi to je life, ne, tudi to je, tudi tako se živi. Mi je pa vedno všeč poslušati, mislim, rada poslušam te zgodbe, da se spoznaš v nekem obdobju, pa potem čez par let priješ skupaj. Ja, je kar ono. Ja. Kar malo filmsko. Ja, ampak veš kaj je še bolj filmsko, da se pač Matevž tega ne spomni, ne. Tako da to je pač moja verzija zgodbe, njegova je pač drugačna, ampak sem tako, ja, pač imej svojo resnico, moja je pač prava. Tako ga je. Itak je tvoja za njega v redu, ker si ga ti videla, začutila. Ja, jaz sem tudi pač želela, da pač reče, jaz se spomnim, kako sva se takrat videla, takrat je v meni, bam, in on tako, ne spomnim se ali nekaj, ja se spomnim, ampak ne.
pač Bo moja verzija. Moja verzija drži, moja verzija je pač tudi na poroki sem jo povedala in sem lahko to drži. Sem pa malo spila čaj. Kar je zvoni. Ja, danes si že govorila 5 ur, tako da verjamem, da je treba malo podkrepiti svoje grlo. Ste narobe slišali, ker to besedno je čajno. Obljubima. Ja, zdaj si zopet postala del jutranje ekipe. Ja. A si prejela kakšne odzive že oboževalcev, so te kaj pogrešali zjutraj ali hočejo, da greš nazaj? Da grem nazaj. Ja, to je, kar je, tako da tudi če hoče. Ne. Mislim, je presenetljivo veliko sporočil, pač pozitivnih in moram reči, mislim, včeraj smo se pogovarjali v etru celo z Denisom, no, da to v bistvu res poboljša pač tako človeka, ne. Absolutno so to taki, ki pač so tako, naj gre nazaj, ne vem, ali pa naj sploh gre, pač, ampak mislim, vsega je, ampak jaz se absolutno osredotočam sam na pozitivne, no. Zakaj si se vrnila? Kaj je prišlo? Kaj je prišlo v življenje? Kako si prišla do te odločitve? Ja, do te odločitve v bistvu je pač to, kako ne rečem, tok življenja, ne, pač sprejmeš nove odločitve za svoje življenje, tako kot zdaj je mi, pač to je nekaj, kar pač mi ustreza in ko pride neka ponudba in razmisliš o njej in vidiš, kaj paše na na tvoj lifestyle, ki ga imaš zdaj. In to je nekaj zdaj, kar je nadaljevanje moje zgodbe. V bistvu je na tak način, tako da prihajam nazaj domov, ker sem začela v Denis Avdićovu že, ne vem, 12-11 let nazaj kot producentka, ne, in se zdaj zafrkavamo, da sem se pač, vmes sem bila šel domov, ne, pa sem se pa pač res dejansko prišla domov, nazaj. Si šla domov? Šla domov. Ne vem, drugačna sem, no. Mislim, paše mi imeti nek tak ritem jutranji, ful sem si, v bistvu se zdaj šele ugotavljam, koliko sem pogrešala delo z Avdićem, mi da z Avdićem res dobro sodelujeva skupaj in zdaj pač je par dni za nami in se imamo res fajn, no? Tako prav doma, pa se ne da je bilo prej popoldne doma kaj narobe, ne? Ampak tako, je bil tudi tam dom, ampak mogoče je bil tudi tam dom za Anjo izpred 5 let, da dom za Anjo, ki hodi proti 40, je pa mogoče to. Mislim, mogoče je to. Koliko časa zdaj vmes nisi bila v jutranjem? Mislim, da so 4 leta. Ja. A veš, to je vseeno eno kar veliko obdobje, ne, za človeka. Ne. Vse spremeni. Zagotovo, ja, vse spremeni. In sem ful hvaležna, da sem lahko pač preizkusila vse in zdaj, a veš, nič ni za večno, ne. In ko to sprejmeš, je ful več ene svobode pri odločitvah, ki so, ne. Dokler so možnosti super, pa bo hudička možnosti ne bo več, a veš. Tako da to. In hkrati pač mislim, da kar pogosto pozabimo, da kakorkoli imamo take službe, kakor jih imamo mi, recimo pač v medijih, je vsem to služba, ne. Pač to je tako, ko pa, ne vem, spomnim moje mami, ki je delala pač v nekem večjem podjetju, je bilo normalno, da so njih pač premeščali, a veš, zdaj boš tle 1 leto, zdaj boš tle pol leta in je tako normalno, ne, pač stil. Je služba, ampak narava naše službe je taka, da in ne moreš reči prav zares, če rečeš služba, se tako ful čudno sliši, a ne? A ni tako? Ne veš, da rečeš služba. Ja, čeprav je, a ne? Ampak mogoče, da ljudje to vidijo, ker so pač na tak način z nami povezani, to malo bolj čustveno, no, kakor v resnici bi moglo biti, ker je vse služba. Ja, zagotovo so z vami še toliko bolj čustveno povezani. Ja, in meni je to nekaj najbolj čudovitega, ne? Mislim, zelo je, šele tako, ko vidiš, recimo ravno te pač ta sporočila zdaj, recimo, ki prihajajo in so res pač pozitivna. Veš, ti moraš prav, to si pač tako predstavljam. Mene v življenju, ne da me ne zmoti, mene veliko stvari moti, ampak če bi pač jaz o vseh stvarih, ki me motijo, govorila, jaz ne bi imela kariere. Pač nalimo si čistega vina, ne? Ampak da pa ti sediš v avtu in da ti slišiš po radiju neki, ne vem, recimo, neko novico, ne, pač, ali pa recimo, da Anja Ramšak pride nazaj, ali pa ne vem, kdorkola, ne, ti sediš v avtu in se voziš in tebe prav to, ti to en lep občutek prinese, da si slišal Anjo pač po radiju, da se prav ko sediš v avtu, napišeš sporočilo. Pa noben ti ne reče, napiši, kaj si misliš. Ti samo od sebe, samo iniciativno te pač nekaj tako poboža ali pa se razveseliš enega takega, jaz vam zelo kurjo pot, ko o tem razmišljam, po moje nisem tako na tak način razmišljala, ampak človeka mora prav nekaj se dotakniti, da v teh časih, da pošlje sporočilo in da svoje mnenje, ne. Tudi v negativnem smislu seveda lahko, ne, ampak mislim, da malo bolj navajeni
v teh časih teh negativnih komentarjev, ker pač so vse povsod in nobenega pregledati, nobene cenzure, ljudje pač res napišejo, kar pač hočejo. In da je pol še bolj še toliko bolj lepo, kadar nekdo iz srca nekaj lepega napiše. No? Se pravi, ta občutek, kako ljudje nas čutijo in dojemajo, si ga ne znaš pač sploh predstavljati, dokler ne pride do kakšne večje stvari, kot je recimo dobrodelni maraton, Radio 1, pač tam je cel kup enih ljudi in pač včasih se mi reče, tako da čau Anja, pa je tako čau, pač večine ljudi ne poznamo, in reče, sorry, se mi zdi, da te poznam. Ja. A veš, in je tako, se vem, se odpiram na tak način, da bi me ljudje pač sprejeli med se. To mu baš potem ljudi, ki mogoče kdaj ne razumejo, da imaš mogoče slab dan, ne? Mislim, vseeno je v življenju, imamo tudi pač navadna življenja. Pač A res? In vsak od nas, prav tako kot vsi drugi ljudi, pač bije milijon enih bitka. In včasih pač mogoče ne naleti na človeka, ne naletiš na človeka v nekem najboljšem obdobju. Tudi take sem verjetno že imela in pol, ne vem, mogoče spadem, pač, ne vem, gledam v steno, ker pač se mi nekaj zgodilo in gre nekdo mimo mene, me pozdravi in pol napiše, sem šel zadnjič, jaz pač ne registriram, kao, kakšna je, ne vem, se nosa. Ali pa ne vem, nekaj pač take stvari sem slišala, ampak pač se res ne, no. Hočem reči, pač ni vse enostransko, no. Ja, težko je, ne, vseeno si javno izpostavljena oseba, veliko več ljudi te pozna. Ja, ampak ne bi rekla, da je težko. Mislim, meni se ne zdi tako težko, ne, pač, ne vem, mislim, mi smo na nek način to izbrali, pač smo rekli ja temu, kar smo, zdaj pretiranega jamra, o tem pa, sem veliko jamrala, ampak to moraš pač sprejeti, to je naša odločitev in hvala Bogu, da te ljudje poznajo, pač hudiče, če te ne. A veš, da se ti trudiš in vlagaš pač svoj čas, življenje na vse zadnje v neki in ni pač uspeha, ne, je prav sebično, da bi pač zdaj bila tako, a veš, kar neki pač neka brezvezna zvezdniška pozicija, ne. In pač hkrati pač sami izbiraš, kam bo šel, ne. Pač jaz vem, da če mi recimo v petek zvečer ne bo pasalo se družiti, izpostavljati, pač bom stala doma, ne bom šla pač ven in izdakala pol, kako je bilo pač grozno. To je to. To ima Taylor Swift, mi je ful pri tem všeč, ne. Pač kako ona pač s temi mediji dela, no, on se oziroma z oboževalci na vse zadnje in pač mislim, da je bilo po njenem filmu, tam je Amerikana pač tako, oni so me naredili, pač zaradi njih sem tu, kjer sem in ne morem jaz biti pač zdaj ta neki, pač vsakič, ko pride ven, ljudje stojijo, ona se pač slika, pozdravi, pa pač sam živi pač to, kar je in se ne skriva v omarah, tako kot večina zvezdnikov. To mi je cool. Morate pa vseeno deliti delček svojega življenja, ne? Vseeno govorite v programu o nekih takih življenjskih stvarih. Pa si imela, mislim, ti je bilo težko, kaj deliti in kaj ne, postaviti neko to mejo? Sicer zdaj si že res 10 let v tem, tako da verjetno že znaš, ampak recimo na začetku, a ti je bilo težko? Jaz mislim, da na začetku bi mi moglo biti bolj težko, ampak jaz sem takrat, a veš, ko smo se prej na začetku pogovarjali o filtrih, jaz od začetka filtra nisem imela, ne. Pa ne, da bi si ga zdaj, da pač karkoli obžalujem za nazaj, ampak takrat, pa ne, da sem pripravljena bila narediti karkoli, še zdaleč ne, je bilo veliko enih bojev pač v meni. Vem pa, da vsekakor v teh letih zdaj marsičesa ne bi več naredila, no. Ampak za tisto obdobje bilo pa prav. Da bi bilo pa težko kaj govoriti o sebi, mogoče samo tako, če so, ne vem, vpleteni kakšni drugi ljudje, a veš, pač ni pošteno, da nekaj razpredam o nekih svojih izkušnjah, mogoče, če to lahko še nekoga drugega ne vpliva. Ampak mislim, da sem zdaj pa že toliko spretna, da lahko tudi take stvari, ki hočem deliti, lahko zapakiraš na tak način, da bo za vse sprejemljiv in to je zelo pomembno, kako stvari zapakiraš. Ti dobesedno lahko čemerkoli govoriš, ampak kako nekaj poveš je pa zelo, če ne celo najbolj pomembno, kakor pa kaj poveš. Čeprav je tudi zelo pomembno, kaj poveš v resnici, tako da ja. Ja, oboje. Ampak način je velikokrat način velikokrat pripelje do tega, da informacija najde pravo mesto, no. Ja. Se strinjam, ja. V vseh situacijah v življenju. Pa, verjamem, da si se to že naučila. Ja. Ne, da imam 100% uspeh še zdaleč, ne, ampak ja. Mislim, je pa pač tudi logično in meni bi bilo, se nočem zdaj tako reči, ampak meni bi bilo grozno, da, ne vem, sem stara, pač, ne vem, da pač počnem iste stvari zdaj pri 26,
in se primerjam z, ne vem, Laro, ki je pač 15 let mlajša od mene, skoraj ne 13, ne vem, 14, whatever. Pač mi dve sva druge, ne, pač v življenju, ona je pač mlada, mislim, mlada, se sem še mlada, kao, ne. Ampak jaz sem vse to, kar pač ne očaka, že dala čez in mi, da ne morem jaz na njo gledati neko tekmovalnostjo ali pa z ljubosumjem ali pa karkoli. Lahko je zavidam samo to, da je res še ful mlada. Tudi to je dejstvo, ki ga pač ne moreš izpodbiti, ali pač res ne. In jaz sem vedno, in to si pač prav prisegam, ko sem jaz pač začela delati na radiju, pa ne da bi bilo kakšna taka tekmovalnost, ampak tukaj si veš, si malo bolj tako previden, pa ljudje so malo bolj tako, imajo že neko svojo skupnost, ne, in je ful težko pač priti noter v neke zaprte skupnosti, ne, in pač jaz sem po moje kakšen mesec pa 2 malo straglala, pač tako mi ni bilo najlažje, ker res nobenega nisem zares poznala. No in zdaj vsakič, ko pridejo te nove, mlade punce, ne, takrat sem si že namreč obljubila, da ko bo pač prišel nek trenutek, kako bojo se morali novi ljudje dokazovati, da bom jaz pač tam ne se odpirala za njih, ampak da bom jim dala vedeti, če karkoli rabiš, jaz sem tukaj. Pač, sploh ni pač problema. In tega se ful želim držati, pač, ker zelo pomembno je, da podpiramo ljudi, ki prihajajo za nami, in ne tekmujemo z njimi. Da se počutijo dobrodošle. Ja. In tudi na vse zadnje tekmovalnost na tak način v človeku, ki je tekmovalen, zbudi ful ene grenkobe in veš, pač ti si v bistvu tak, ki je gnojen, ne? Če se pač znašaš, pač če čutiš take stvari do ljudi, ki niso nič krivi, sam pač mlajši so in prihajajo za tabo, tako kot si ti prišel za nekom, ne? Morajo pa prihajati. Jaz pač to podpiram, jaz pač se ful veselim teh novih glasov in novih obrazov, predvsem punc, meni so punce cool. Mislim, tudi fantje, ampak tako pač, ne vem, všeč mi je gledati, kako se razvijajo, pa se ne strinjam z njimi, se ne moram strinjati pač z vsemi stvarmi, ki jih rečejo dekleta, ki so 10 let mlajša od mene, ali pa 10 let starejša od mene, na vse zadnje, ne, pač, drugače, včasih se tudi ne strinjam z ljudmi, ki so isto stari, kot jaz, ne, ampak kar hočem reči, spet se vračamo na način, kako nekaj predati naprej. Vseeno pa imam občutek, da poslušalci imajo ravno to pri tebi radi, da poveš, kaj si misliš, vseeno v nekih okvirih, da si odprta, da včasih poveš take stvari, za katere drugi ne upajo, pa da se lahko nekdo s tabo poistoveti, ne? No, to se mi zdi, da res dobro delaš, da predstavljaš nek tak glas in da potem daješ občutke, pač nisi edini, tudi meni se to naredi. Ja, meni je tudi to zelo pomembno, ker sicer, ful je zanimivo, ker jaz prav tega ne čutim na tak način, veš, pač jaz sem pač jaz v svojem svetu, ne, se zavedam, kaj počnem, vem, zakaj si me pač ti povabila sem, razumeš, pač mi je vse jasno, ampak jaz pač napišem nekaj, ne, in pač res, to mi je tako, pač res rada pišem in ful premalo sem zadnje pol leta, recimo, in si želim malo bolj to vzbuditi, ker to tudi meni dobro prinese, da daš svoje misli gor in se takoj malo objektivizirajo, ne bom rekla. In mi je pač tako vedno fascinantno, sploh pač, ker so kakšne, jaz vam obožujem teme, ki se tičejo žensk, pač meni je to tako, ne vem, moj svet, ne, in imam rada ženske in spoštujem res vse to, kar se je doseglo skozi stoletja, no bolj desetletja, da mi pa rečejo, ja, ful me je pač ta tvoj zapis spravil gor, ko sem da dol, pa še zdaj mi pišejo, ne vem, takrat, ko sem imela pač neke psihološke, mentalne, duševne težave, kakorkoli temu rečemo, koliko ljudem, ko sem se odprla, je to pač pomagalo, a veš, to je pač sploh nepredstavljivo, no. Koliko ljudi se pol obrne na te, no. In sam zaradi tega, ker si ti nekaj napisal, pač to je res stvar, ki bi jo rada malo bolj negovala, hkrati pa se mi zdi, da se pač ljudje tako premalo zavedajo, mogoče celo zavedamo, komu vse prileti naš glas, no. To ti mora verjetno ful pomeniti, da se ti tam en neznanec javi in ti pove svojo zgodbo. Ja, ful enih zgodb sem slišala, ja. Pa to je intima, res, veš, pač recimo meni voice message so pač pošiljali, sploh v tistem času bilo tako, pa ne vem, pa res dolge zapise, pa sem se res dala zraven, ker mi je bilo to pač pomembno, pa tudi bila sem čas, ko sem bila na bolniški in smo se res pogovarjali, zvečer smo se klicali, tako, res taka lepa skupnost, ampak recimo, kar je pa tudi na dobrodelnem 28-urnem maratonu, ki pač vsakič, ne vem, kličemo, mislim, 7-8 mogoče družin, med katerimi so pač seveda tisti, ki mu bomo pomagali, ne, več družine seveda več,
da se pa ljudje odprejo pred celotno Slovenijo, razumeš pač, in oni tako govorijo o tem, kar se jim dogaja doma, kakšnega partnerja imamo, a sploh imajo partnerja, kaj je z otroki, koliko so bolani, kako živijo, kaj imajo trenutno v hladilniku. Mene to mi je pa tako, mislim, to je pogumno. Zelo, ja. Lepo besedo si izbrala. Verjetno bi marsikdo rekel, težk, ampak je pogumno. Imaš prav, ja. Zelo. Tako da si kar našla mesto na tem radiju, ki vključuje vse to skupaj, ne? Ja, veliko je enih stvari, ki mi dobro denejo na tem radiju, ja. Zelo lepo. A se predstavljaš, da boš še ful let delala to? Do konca? Na tem že imava si delava tako 1-letni, 5-letni, 10-letni plan, veš, tako si za novo leto se usedeva, oziroma po novo leto in si pač pol tudi odkljukava za nazaj, kaj sva dosegla. In je bilo ful dobro, ker sem imela v 5-letnem planu poroko in psa, ne? In da sem že 2 stvari odkljukala, veš, v enem letu. Yes. Ja, 2 manj, ne. In v najnem, pač, kar se mene tiče, v najnem 15-letnem, oziroma 10-letnem planu je, da bova v penziji 50, ne? Tako da 10 let še imam, pač sodeč po tem planu. Ampak verjetno bom še 30 let tleja. Ti si pa pol resnica. Ja, tako, pač se malo še živimo v teh otvarah. Ja. Ampak trenutno je to delo, oziroma način, ki pač podpira moje cilje v življenju, oziroma pač moje življenje, kako sem si ga pač zamislila za nadaljnjih 5 let. Ne? Pač se bo šlo verjetno karkoli narobe, oziroma v drugo smer, pa kaj boljš, pa tako. Ampak tudi ta odločitev, da se pač vračam v Denis Audić Show, je bila pač posledica odločitve, kako zapeljati svoje življenje, svojo kariero na zadnje, da bo me podprla. Tako. Na kratko. Teda sta imela kar dela z pisanjem za obljub in ciljev. Ja, ampak kar gre. Tako, ravno to, veš, ko stremiva k istim stvarem, pač imava, ne vem, neke pač torej cilje v glavi. Pač se to ni nekako za obljuba, ne? To je samo tako, da pač si na glas rečeš, evo, to jaz hočem iti sem. Pač jaz hočem, ne vem, doživeti to, jaz hočem, da pač moj dan poteka tako, ne vem, in pol on tako, in pol najdeš nek kompromis in je pač, če človek nasproti tebe oziroma ob tebi približno kompatibilen s tabo, je to easy peasy, ne? Pač da si usmerjen v isti cilj je pa itak bolj kot ne vsem enak in to je pač, da živiš mirno in zadovoljno življenje. No. In je ful lažje, če si ga planiraš. No. Ja. Razen imaš verjetno tudi ljudi, ki v kaosu ful dobro funkcionirajo, jaz ta nisem. Jaz sem rada vse zabeležila. Si rekla, da rada pišeš. Ja, tudi rada. Ampak res se rada planiram. Pač, tako, to mi je ful reši enega stresa. Pa razmišljanja o tem, kaj še moram, recimo, ko greš v trgovino, veš, in pol greš, če nimaš listka, pol pozabiš pač točno to, kar si rabo in kupiš milijon enih drugih stvari. Ne? Če imaš pa listek, oziroma seznam, veš pa sam dol in odkljukaš in to je to. No, se strinjam s tabo, jaz moram tudi imeti napisano. Ja, je res, ja. Tako delujemo nekateri. Je res, mislim, da prav moja terapeutka, Anka, ki ob tej priložnosti ful pozdravljam, je rekla, da je pač za dobro življenje, da je pač potrebna pač, seveda neka rutina, ampak pač prav planiranje. Sploh, kadar pač imaš, ne vem, otroke ali pa neko, ne vem, več služb na vse zadnje. Pač, če ti imaš splanirano in organizirano, da veš, kam greš, kaj moraš in to, da ni pač umestnih nekih stresorjev, oziroma laže z njimi operiraš, ko pač pride do nekega nepredvidljivega dogodka. No. In ja. Pa bi človek mislil, da to kaj odzame življenju, veš, neko čarobnost, ne? Pa je ne, litko se zgodijo neke lepe utrinke. Ne? Res, ja. Ste pa pozabila vprašati, kako je pa Roškar reagiral? Roškar? Da si ga zapustila. Se ga nisem na tak način zapustila. Mi smo pač radio kot taka, to je tako, se nisem šla s firme, ne? Ampak čisto okej. Mislim, pač pogrešal po moje me bo, tako ko bom pač tudi jaz njega, sploh zjutraj ob 4, ko mi bo budilka zvonila, ne? Ampak mi overall ostajamo sodelavci, noben ne gre nikamor. Ne? Sam takrat ob 4 te on ne bo pogrešal, ker bo spal. Razen takrat je že prvič lula, ta veš, ali že v teh letih, ko po noč hodi lula. Ampak ja, ne, to pač ni hard feelings na tak način. Ne bo, pa sej, ja, boste ostali na isti firmi. Absolutno, ja, zgleda pač, ko tudi zbrala neke novice, pač da je zapustila, ne, pač kao Roškar, pač ne, mi smo ista firma, ne, pač jaz nisem tako, pač nikamor nisem šla, ne, pač mi da so vsem sodelovca, so tudi pač frenda, ampak v osnovi na tej firmi, v teh pač prostorih sva sodelovca, ne. In tako grejo poti.
Mogoče je bilo pa to v njegovem planu. A veš, to sem tudi to razmišljala. Ko par let pač zdržim, pa grem tako, kot sem navajen, ker on je tudi zdaj spet doma, ne? On je začel kot pač solo voditelj in zdaj pač tako nadaljuje. Ne? Ja. In mislim, da je bila ta prehodna ta faza, no, pač za naju pač ful tako plotna, no, bom rekla. So ful enih lepih stvari skupaj doživela in ful enih projektov naredila, ogromno enih oddaj skupaj spisala, poleti si delila in za nič nam ni žal. No. Lepo. Glede na to, da sta bila skupaj približno 4 leta glih v tistem 5-letnem njegovem planu, veš? Ja, in tako, če nisem planirala. Okay. Dobro, lepo. Mogoče, vprašaj ga. Verjetno bo zatajil. Kaj pa bi ti delala, če ne bi bila radijska voditeljica? Si kdaj razmišljala o tem? Jaz sem o tem razmišljala že zelo zgodaj in to je bilo z začetkom osnovne šole, da hočem biti profesorica slovenščine, oziroma takrat sem še hotela biti učiteljica, pa sem šla, sem rekla, ne, jaz bom profesorica, ne, in sem tudi naredila ta faks, torej za slovenščino, sem pač univerzitetna diplomirana profesorica slovenščine in pač ruščino sem to študirala in jaz mislim, da bi recimo 10 let nazaj, mislim, da je bilo tako, da sem že razmišljala o tem, da bi šla delati te strokovne izpite za profesorico slovenščine, počela prav to. Zdaj sem si ful hvaležna, da nisem šla v to, pač po koroni, ker je bilo pač res grozen biti pač po moje učenec in učitelj. Drugače pa, če čisto iskreno povem, kaj bi jaz najrajš. Jaz bi najrajš trenutno za 5 let, 5-letno obdobje, imela neko bajto nekje v neki šumi in bi sadila karkoli bi mi dal, pa magar krompir. Tako za nekih 5 let, da se spomnim, kako je spet ful fajn iz pač v službe, se obleč zjutraj in tako, ampak ja, nekaj trenutno vidim neko tako pot, ki bi me lahko tja pelala, no, neko šumo. Ja. Zanimivo. Sicer je bolj idealistična, ampak trenutno plana B, se pravi, pač očitno nimam dobro izdelanega, tako da pač se držim plana A. Aha, potem je od tudi tvoja ljubezen do pisane besede. Tudi. Mislim, da mogoče pa je pisana beseda pripeljala do tega, da bi pač bila rada profesor. Oziroma sem šla študirati slovenščino pa ruščino, sploh ruščina pač je z literaturo res bogata. Ne? Mislim, Rusija pa taka. Ampak tudi za Rusijo niso glih najboljši, pač nismo trenutno najboljših časih, da bi iskala kakršnokoli službo v povezavi z rusko državo, niti je trenutno ne želim. Zdaj, s tabo se mi je zdelo, kot da bi lahko že, ko smo se spoznali spodaj, da bi lahko že kar rekla, zdaj pa začnemo podcast. Ja, res, ja. Ker s tabo res ni težko komunicirati. A res? Ja. No, vprašaj Matevža doma. Zakaj? Ne, sem se, to reče, to so te klasične može žena fore. Vprašaj doma, kakšna je doma, ne? Pa sem kar podobna, no. Imam pa tudi slabe dneve. A se ti daj zgodi, da ne veš, kaj reči? Ja. Ja? Ja. Pač sej, sem zdaj nekaj razložila, ne? Kako sem faks, mislim, ne zdaj, da sem faks na tak način naredila, ampak recimo parkrat si mi dan tudi pač postavila vprašanje, ker pač nisem vedela, ne vem, točnega odgovora, oziroma točno, kaj bi pač sploh rekla zares, ko vseeno moraš biti malo bolj previden, kako izberaš besede, ne? In spet so pri tem način, kako nekaj rečeš. Ne? Recimo, jaz sem faks, pač, ona mi je postavila vprašanje, prav spomnim se živo in jaz pač to bilo tako pač edino poglavje, ki ga nisem prebrala in mi je pač postavila prav vprašanje iz tega. In jaz sem rekla nekaj v smislu, ja, da to je, tega se ne spomnim točno, kako je bilo, ampak in pa grem na naslednje pač poglavje in začnem o tem razlagati in jaz sem tako se daje spet narediti z 10. A veš, da ti v bistvu ne daješ unega živčnega momenta, da nečesa ne veš, ne? Ampak da mogoče pač greš na tisto, kar veš, ne? In da sam nekakih ne glih pretentaš, ampak sam da pokažeš svoje druge skillse oziroma drugo znanje, ker nikaj človeka na svetu, ki vse ve, no, razen mame, okay? Ampak kako se znajdeš, ne? Nimam pa absolutno ne mnenja vsem, pa včasih jaz lahko tudi kar veliko tih, no? Tudi znam poslušati. Imaš neko ravnovesje, torej? Ne, je še vseeno v priti govoru, ampak je pa tudi pač obstaja ta stran, ki se pač umakne, ne vem, sploh pač s temi bližnjimi, najbližjimi. Včasih sploh ne rabimo govoriti. Mislim, ne rabimo govoriti. Lahko se obivamo čisto, tudi z Matevžem ni, tako da pač jaz doma meša se meni in njemu. In v bistvu doma si pa bolj pač easy going, ne. Sicer v etru te pa verjetno kdaj reši tudi smisel za humor, pa kakšna šala s tem. Ja,
pomaga, smisel za humor je kar dobra kvaliteta, no bom rekla. Je pa včasih, da tudi ta smisel za humor pogosto prekrije prave občutke, a veš, da moraš iti vedno, pač tudi, ko se počutiš tako, ne vem, slabo ali pa te nekdo prizadel, greš vedno polni nek humor in tudi včasih pa ni prav, včasih je pa čisto ok, če rečemo človeku, to ni bilo cool, to me je prizadel, ne, pa da greš na neko foro vedno, ne, tako da to se tudi učim, da ne rabim, da lahko pokažem, da pač me je kaj prizadel, saj sem človek. No, pa smo spet pri temu, da znaš to pokazati, se približati poslušalcem. No, tudi ja. Si še hotela kaj dodati? Na to? Nekaj si še začela govoriti. Ne, vse je v redu. Noč ne spomnim se. Itak pač sam gre iz mene. Če ni, da bi bila nekaj pripravljena. Ne, lepo se je s tabo pogovarjati. Hvala lepa, enako. Lepo je bilo. Čeprav nisem pili kave. Ja, evo. Ampak dobro. Mogoče pa naslednjič. Mogoče naslednjič, pridem malo prej. Imam še za tebe čisto zaključek kratko vprašanje, kratki odgovori. Ok, tle pa hudička, moram vse po resnici pojasniti, ker je ful premalo časa za razmislek. Ok. Čisto po naravi, si jutranja ali nočna ptica? Jutranja. Čist kratke, ok? Aha, ne, v redu. Hočeš, da kaj razložim? Ne, različni gosti različno reagirajo na vprašanje in začnejo ali takoj razlagati, ne pa sam tudi. Jaz sem razumela hitro. Gremo Čisto hitro. redno. Tako sem že toliko povedala, da brez veze, da zdaj razpredam še dodatno. Tvoja sladka navada. Čokolada. Razvada. Čokolada. Ja. Ali kaj v življenju obžaluješ? Ja. Kaj? To je bilo kratko so rekli. Mislim, obžalujem, ne da bi karkoli spremenila, ampak dajmo reči, da absolutno ne bom konkretna. Ne? Lahko sem konkretna. Recimo, žal mi je, da nikoli nisem šla na Erasmus izmenjavo. To mi je recimo ena stvar, ki mi je žal, ampak jaz sem bila, takrat sem si ubodla neko mačko in je nisem hotela pustiti same ali neki. In sem vedno se zelo otepala Erasmus izmenjave in zdaj mi je mogoče, to je ena stvar, ki jo lahko delim, da jo pa prav obžalujem in če bom imela svoje otroke, jih bom dobesedno silila, da grejo in to za full cajta. Sem verjetno ne bom, pač bom hotela se doma, ampak ok, pač to je plan. To pa res obžalujem. Kaj te najbolj usreči? Kaj me najbolj usreči? Trenutno me bo najbolj usrečil petek ob 10, ko končamo s petkovim programom, imamo full dog vikend, ne? A veš, to si prav že vizualiziram, kako bo. Ampak res me usreči recimo to, ko grem z avtoceste na Arji vasi, zdaj tudi na Polzeli, ko vem, da je malo krajša pot in ko se začne pač ta pot proti domu, proti Koroški, proti Slovenj Gradcu, ko vidim prvič Uršlo goro. To me res usreče. To mi je prav, sploh če je lepo vreme ali pa če je kakšen sneg gor po Uršli. To mi prav naredi lepe občutke. Zelo lepo. In še za konec, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela in da se ga še vedno spomniš? Čakaj, da pa moramo. Pa bom končala za Nito Ogulin, ki jo še vedno zelo pogrešamo. In mogoče eden izmed komplimentov, ki ga bom vedno nosila s seboj, je bil tako, ko sem pač bila dolgo na bolniški zaradi takšnih in drugačnih težav in je rekla, kako ponosna je oziroma kako lepo, da se ženska pri 30-ih, to sem takrat stara, postavi zase in pač k temu stremi in tako živi in da je to res nekaj, na kar moram biti tudi jaz ponosna. In sem. Zelo lepo. To je pa resen tak kompliment, ko se usede v srce. Zelo lepo. Lepo sva končali tale pogovor. Hvala lepa, Živa. Hvala tudi Prijetno tebi. je bilo, res. Super. Prijem še kdaj. Velja. Mogoče ne bova začeli ob 5 zjutraj. Lahko kvečemo ob 3. No ne, ne bi. Tako da, mogoče kavica, sicer pa čaj. Hvala lepa.